Ugotovili, je vlada od Merklove zahtevala odgovore, komu in zakaj so prisluškovali, zakaj smo jim dali te podatke. Če dovolite, bi šel po vrstnem redu, tako kot so stvari v resnici pomembne za državo Slovenijo. Tisto, kar je bilo bistvenega, je vprašanje varnosti in to smo obravnavali na drugi seji danes. Ugotovili smo, da predlagani proračun Republike Slovenije žal v celoti ne odraža sklepov, ki so bili sprejeti na naši seji in jih je tudi potrdil Državni zbor praktično soglasno na skupni seji pred nekaj dnevi. To pa je, da je treba bistveno povečati sredstva namenjena za varnost, vključno seveda tudi s civilno zaščito in vsemi ostalimi službami, ki v teh postopkih sodelujejo. Dejstvo je, da so se mednarodne razmere spremenile, da te razmere niso kratkotrajne, ampak bodo trajale predvidoma kar nekaj let in da država Slovenija mora biti sposobna v vsakem trenutku ustrezno odgovoriti nanje. Podhranjenost obrambnega sistema, podhranjenost policije, podhranjenost Sove, podhranjenost vseh ostalih varnostnih sistemov je tako velika, da bi morale biti spremembe v proračunu bistveno večje, kot so sedaj predlagane, ko se je sicer res da trend padanja obrnil, vendar pa je potrebno ne samo zagotoviti dodatne zaposlitve na kritičnih področjih, predvsem tukaj mislim na policijo in pa na obrambni sistem, pač pa je potrebno zagotoviti tudi sredstva za investicije. Vsega tega v tem trenutku ni. Veste, da če gre 80% denarja v nekem sistemu za plače, to pomeni, da se ta sistem praktično ne more razvijati in tako stanje je na varnostnem področju v Sloveniji že dolgo vrsto let. Prej, ko se je to zdelo samoumevno, je bilo to do neke mere razumljivo. Zdaj, ko so se stvari spremenile, pa je to nujno spremeniti, da bo zagotovljena tista vrednota, ki se vsem zdi samoumevna, pa jo vsak trenutek lahko v hipu izgubimo. Samo predstavljajte si, da bi Nemci pa Madžari zaprli meje pred nekaj tedni, to je vrednota varnosti. To je, kot rečeno, bistveno. Tisto, kar pa je manj bistveno, je pa, zdaj upam, da ne bo kdo užaljen, če povem direktno, tako kot smo se pogovarjali na sejo, prodajanje lanskega snega ali pa predlanskega. To je namreč operacija Econal. Operacija Econal je bila začeta pred 11 leti in se je končala pred 8 leti. Potem se je o njej večkrat, vsaj 3-krat tudi javno govorilo v najširši evropski javnosti, v posameznih parlamentih. Zadnja taka, še najbolj obsežna razprava je bila v nemškem parlamentu pred letom in pol. Takrat sem imel tudi preiskovalno komisijo, kar verjetno vsi veste. Skratka, danes prodajati operacijo Econal kot neko veliko odkritje je seveda preusmerjanje pozornosti od za Slovenijo bistvenih zadev z varnostjo na čelu. Dejstvo je, da velike sile, Rusija, potem Amerika, Kitajska, pa v manjšem obsegu še Izrael, pa Velika Britanija, pa Indija, pa še cela vrsta drugih držav, sistematično in načrtno sledijo in zajemajo praktično vse elektronske podatke in jih presejavajo. Tu ne gre za klasično prisluškovanje in tukaj je temeljni nesporazum. Gre za elektronsko obdelavo gore podatkov, kjer se iščejo določene besedne zveze, recimo Rusi bi iskali besedno zvezo ruski predsednik, umor, pa ne vem, recimo improvizirana bomba, in če najdejo tako besedno zvezo, se potem tisti del izloči, poišče se vstopno točko, ciljno točko, poišče se GSM ali pa IP številke in potem se tistemu zares prisluškuje. Ta prva masovna operacija zajema podatkov pa poteka praktično v tem svetu strani velikih sil, še enkrat povem, na čelu z Rusijo, Ameriko in pa Kitajsko že kakšnih 20 let. In treba je vedeti, da je to namenjeno v prvi vrsti varnosti posameznih držav, tudi državnih skupnosti, če želite, vsem člani Zveze NATO, ker se pač na ta način poskuša preprečiti huda varnostna ogrožanja, delno pa je to seveda usmerjen tudi preprečevanje najhujših oblik kriminala, recimo trgovine z belim blagom, trgovine z drogami in podobno. Glede na to, da je pač
to vse prisotno. Mimogrede, pooblastila za to vrstno prisluškovanje ima tudi Slovenska varnostna organizacija, SOVA, po zakonu. Je nesmisel, da se je to prikazovalo zdaj kot neko posebno razkritje ali odkritje. Ne. Pač potrebno je pogledati, tudi to smo zdaj sprejeli kot sklep, da se naredi poročilo, ali je bilo še kaj zraven. Ne. Ampak tudi vlada je rekla, da bodo to podrobneje pogledali in pač pričakujemo tudi njihovo poročilo. Ampak kot rečeno, gre za zadevo, ki je tako stara in ki je vse splošno znana v stroki, da je to milo rečeno prodajanje predlanskega snega, tako kot sem že na začetku poudaril. Zdaj, treba se pa zavedati, kaj to v praksi pomeni. Ne? Če vse velike sile sistematično prisluškujejo vsemu, kar gre v eter, se pravi vsem telefonskim pogovorom, vsemu, kar gre na internetu, vsem IP pogovorom preko interneta, vsemu, kar gre čez satelite, skratka vsemu praktično, kar je v elektronski obliki, je to nekaj, kar je treba vzeti kot dejstvo in to upoštevati pri svojem ravnanju. In lahko samo ponovim tisto, kar sem povedal že takrat, ko je šlo za tako imenovano prisluškovalno afero, ne, gospoda Sekolca in njegove sodelavke v Sloveniji, da pač modern svet je tak, da je treba te stvari upoštevati pri svojem ravnanju. Zato tudi, če danes osebno zelo dvomim, da je lahko nekdo, oprostite, tako neumen, da uporablja odprte linije ob tem, ko je predhodno opozorjen, da pač poteka neko zajemanje podatkov, v danem primeru pa celo konkretno prisluškovanje s strani cele vrste akterjev te zgodbe. Kaj to v praksi pomeni za navadnega človeka? Nič. Kdor ima poštene namene in normalno uporablja elektroniko, jo lahko mirno uporablja naprej, pa zaradi tega ni prav nobenega problema. Kdor seveda pa uporablja kakšne zaupne podatke, pa mora pač vedeti, kaj in kako lahko stori. Nekaj tega se da popraviti s uporabo kriptirnih naprav, tudi te pa niso vse mogočne. Kot rečeno, sem že takrat rekel, kdor želi res popolno zaupnost, je najboljša stvar. Dobri, stari, klasični pogovor na 4 oči v kakšni zaprti sobi, brez prisotnosti ene same elektronske naprave. Takrat pač velikega brata, ki ga sicer danes nosimo v žepu v obliki pametnega telefona, ni zraven. In to je edini način, da ohranimo svojo zasebnost in seveda, da ohranimo tudi zaupnost podatkov, ki z njimi razpolagamo. Torej, od slovenske vlade niste zahtevali, da nemška vlada pojasni, zakaj je sploh te podatke posredovala in komu od naših Slovencev, ter zakaj so sploh prisluškovali? Vlada je sama napovedala, da bo zahtevala določene pogovore. Mi smo v okviru sklepa, ki smo ga sprejeli, zaprosili, da naj nas celovito seznani s poročilom, z vsemi opravljenimi pogovori in z vsemi ugotovitvami, ki so v zvezi s to zadevo, ki pa je, kot rečeno, milo rečeno, predlanski sneg. Kajti zadeva je bila začeta še enkrat, povem, pred 11 leti in se je pred 8 leti že končala in od takrat je bilo najmanj 3-krat o tem obširno razpravljano v pač mednarodni skupnosti, zadnjikrat pred letom in pol v nemškem parlamentu, kjer je bila tudi preiskovalka. So pa nekatere druge države tudi v tej zvezi že opravile določene preiskave, določena povpraševanja, določene pogovore, recimo Nizozemska in jih tudi zaključile in tudi ti so na razpolago slovenske vladi. Jaz pričakujem, da bo vse to pridobila. Kaj pa mi imamo sposoben nadzor nad našo Sovo? Tudi gospod Tonin je že večkrat dejal, da tudi sami člani nimate neke strokovne podpore. Lejte, kar se tiče nadzora, jaz mislim, da je ta nadzor bil zelo uspešen. Kot veste, smo zamenjali že enega ministra. Tako da, kar se tega tiče, mislim, da v pozitivni smeri bistveno odstopamo celo v evropskem merilu. Glede na to, da bi vas spomnil, da smo bili imenovani pred manj kot letom dni šele v resnici kot komisija, delamo pač vse, kar je v naši moči. Moja osebna ocena je, da v razmerah, v kakršni smo, slovenske službe delajo dobro, da pa je ključen problem ne toliko za same službe, mnogo bolj govorim zdaj o policiji in pa o obrambi, da so službe kadrovsko podhranjene. Vemo, da glede na mednarodne standarde je zaposlenih v policiji samo 70% tistega, kar bi bilo po šengenskih standardih, da je v vojski praktično samo polovica tistega zaposlena, kar sledi iz mednarodnih obveznosti in da je, kar je še najhuje v tej zgodbi, praktično vse, kar je namenjeno za
te ključne varnostne sisteme države, namenjeno za plače neposredno zaposlenih. Za investicije ne ostane skoraj nič in koliko so se ljudje navadili skromnosti v minulem obdobju, je lepo se pokazalo, ko se pohvalijo, no končno se je trend padanja zaustavil, ne. Ampak to ni dovolj. Stvari so se tako spremenile, da je zdaj potrebno sredstva bistveno povečati, da se nadoknadi zamujen čas in da se s tem tudi ustrezno pohiti. Kajti med drugačni varnostni izzivi bistveno večji, kot so bili kadarkoli od osamosvojitve naprej, so že tu in zdaj. To ni nekaj, kar bo čez 10 let, ampak je že prisotno. Sami ste omenili arbitražo. Je zdaj že kaj bolj jasno tudi vam, članom komisije, kdo je komu prisluškoval in kje? O tem smo zahtevali ustrezna poročila in to bomo obravnavali znova spet na eni prihodnjih sej. Jaz bi se še to vprašala, pravite lanskoletni sneg, ampak takrat, ko je to vam prišlo, ko smo spraševali, dejansko nihče ni vedel za to. Ne? Tudi Telekom je rekel, da niso vedeli, da se je prisluškovali. Pa že več let naj bi se to dogajalo. Me zelo zanima, kako so potem odgovorni sledili pogovorom mednarodni skupnosti. Ne? Kajti, kot rečeno, v operaciji Konal je bilo kar nekaj razprav mednarodni javnosti, nekajkrat, ne samo nekaj, kot rečeno, najbolj obširna pred letom in pol v nemškem parlamentu. Tam so imeli preiskovalko, obravnavali so poročilo, imeli so plenarno sejo v tej zvezi, vsi nemški mediji so o tem poročali. Zdaj, če v Sloveniji kdo reče, da o tem ni vedel ničesar, potem bi bilo dobro, da ga vprašate za zdravje. So varnostne razmere v Sloveniji zaradi podhranjenosti policije, vojske, obveščevalne službe že ogrožene? Glejte, že zadnjič na seji sem rekel, da bi v Sloveniji morali pravzaprav sedanja vlada postaviti gospodu Orbanu in ogromen spomenik. Kajti, če bi gospod Orban, tako kot je prvotno napovedal in mu je celo nalagal zakon, zares zaprl meje ob tistem prvem valu beguncev, bi ta val plusknil čez Slovenijo in bi bili priče popolnemu kolapsu varnostnega sistema države Slovenije. Na srečo se to ni zgodilo, ampak seveda računati, da bo tako to ostalo leta in leta, ne gre. Mi moramo biti pripravljeni, da vsak trenutek zagotovimo svojo suverenost in svojo varnost z vsemi demokratičnimi sredstvi, ki jih ima država na razpolago, in da je vsaka državljanka in vsak državljan na ozemlju Republike Slovenije vedno varen.